Chiara Lubik se je rodila v Trentu leta 1920. S 23 leti je posvetila svoje življenje Bogu. Ta dogodek je bil osnova za nastanek in razvoj enega od največjih cerkvenih gibanj našega časa, gibanja Fokolarov. Pustolovščina Fokolarov se je začela sredi druge svetovne vojne. Mi smo bile res priče temu, da so se tudi naši majhni ideali porušili. Zato smo bile pred tem, da se vse ruši in da je vse ničnost ničnosti, kakor pravi svetopismo. V meni pa je bilo, kakor bi nekdo vprašal, ali obstaja ideal, ki se ne poruši, ki ga nobena bomba ne more uničiti? Obstaja? Rekla sem svojim tovarišicam, da, obstaja, to je Bog. Bog bo ideal našega življenja, Bog, ki se nam je tedaj razodel kot ljubezen. Verovali smo v ljubezen. V nekaj mesecih se je začela v Trentu skupnost po vzoru skupnosti prvih kristjanov, med katerimi je bila edina vez medsebojna ljubezen, ki jo je označevala polna skupnost duhovnih in materialnih dobrin. To življenje je bilo nalezljivo in se je hitro razširilo po krajih tridentinske pokrajine. Sprejemali so ga ljudje na vseh koncih Italije in v drugih evropskih državah. Leta 1959 je prestopilo evropske meje. Takoj je to bila korenito skupnostna izkušnja v skladu z edinostjo, ki jo je hotel Kristus in za katero je Chiara Lubik hotela svojim delom pričati svetu. Dokaj hitro je duhovnost edinosti prodrla med druge cerkve in krščanske veroizpovedi. V pravoslavni, anglikanski, luteranski, reformirani svet. In iz tega se je razvil tako imenovani ekumenizem ljudstva. Konec 70. let je prišlo do srečanja z velikimi verskimi izročili človeštva. Chiara je postala poslanka miru, dialoga in bratstva po vsem svetu. A tudi ljudje brez verskega prepričanja najdejo v duhu Fokolarov vir navdiha za svoje življenje. Želijo sodelovati z njim, da bi ohranili vesoljne vrednote, kot so mir, pravičnost, svoboda, okoljevarstvo. Chiarino delo in misel so priznali kot prispevek za razvoj kulture dialoga in miru. Prejela je najrazličnejša priznanja. Na mednarodni ravni nagrada Templeton za napredek vere, nagrada UNESCO za vzgojo k miru, več kot 10 častnih meščanstev in prav toliko častnih doktoratov na slavnih univerzah po vsem svetu. Med potovanjem leta 1991 v Brazilijo je nastal projekt občestvenega gospodarstva, da bi odgovorili na dramo revščine. Nastati bi morala podjetja, ki bi jih vodili strokovno usposobljeni ljudje, ki imajo dar za to, da bi ta podjetja delovala in bi dobiček dajali v skupnost. Okrog 800 podjetij, ki v raznih državah sveta sprejemajo projekt občestvenega gospodarstva, se svobodno odloča deliti svoj dobiček na 3 dele in jih v enaki meri namenja za pomoč ljudem v denarni stiski, za vzgojo za kulturo dajanja, za razvoj podjetja. Duhovnost, nastala iz Chiarine karizme, preplavlja najrazličnejša področja, od politike do pedagogike, umetnosti in zdravstva, ekologije in komunikacij. Časovno zadnji je nastal Univerzitetni inštitut Sofia, ki je prava delavnica univerzitetne vzgoje, ki povezuje raziskovanje, študij in izkušnjo znotraj skupnosti življenja in misli. V delu, ki ga je vzbudila Chiara, so ljudje vseh kultur, družbenih stanov in položajev na vseh koncih sveta.
Gibanje Fokolarov ima danes okoli 2 milijona 500 tisoč članov in aderentov v 182 državah. To je ljudstvo, ki hoče sprejeti za svoje življenje prvih kristjanov. To je model sožitja, pri katerem se navdihuje 35 mestec na 5 celinah. To so prave makete družbe, prenovljene z ljubeznijo. Jasen dokaz, da vesoljno bratstvo niso sanje. Na tvoj dan, moj Bog, bom prišla k tebi s svojimi najbolj norimi sanjami, prinesti ti svet v rokah.